Lepo pozdravljeni. Moje ime je Tanja in danes vam bom govorila o tujerodnih vrstah. Na kratko vam bom predstavila, kaj so tujerodne vrste, zakaj in kako so prišle k nam in kaj lahko storimo, da jih v našem okolju ne bi bilo toliko. Vemo, da se vrste naravno lahko širijo s pomočjo vetra, morskih tokov, prenašajo jih lahko tudi ptiči. Vendar so vsi ti procesi zelo počasni. V času globalizacije pa vse poteka hitreje. Transport blaga med državami in kontinenti je vse večji in hitrejši in z njim tudi potovanje vrst. Za današnje stanje, ki ga imamo na področju tujerodnih vrst, je seveda največ odgovoren človek. Človek lahko širi tujerodne vrste nenamerno ali namerno. V prvem primeru vrste potujejo kot slepi potniki na transportnih sredstvih, lahko na kolesih, vlakih, lahko tudi v materialih, ki se razvažajo, to je lahko prst, pesek ali drugi gradbeni materiali. V morjih se širijo z balastnimi vodami, ki jih ladje prevažajo v trupih. Lahko se celo primejo na podplate čevljev in na ta način pridejo na drug kontinent. Nenamerno širjenje vrst je tudi posledica odstranjevanja geografskih vrst, na primer kot je bila izgradnja Sueškega prekopa, ki je odprl pot ne samo ladjam, ampak tudi vrstam, da potujejo z Redčega v Sredozemsko morje. In seveda tudi obratno. Seveda pa se vrste, ko pridejo v neko novo okolje, tam tudi širijo spontano, po rekah, vzdolž transportnih poti in podobno. Poleg nenamernih naselitev so se v zgodovini in tudi še sedaj se dogajajo namerne naselitve. Rastline so se prenašale na primer za okrasne namene ali za pridelovanje hrane, živali pa za popestritev lova ali ribolova. Tule nekaj primerov iz zgodovine. Domovina divjega kunca je bila prvotno Španija, Portugalska, severni Maroko in zahodna Francija. Leta 1778 pa so divjega kunca Angleži pripeljali v Avstralijo za popestritev lova. Kunec tam ni imel naravnega sovražnika in se je hitro namnožil. Število je pa postalo tako veliko, da je resno začel ogrožati kmetijske površine. Ukrep avstralske vlade je bil postavitev ograje, ki naj bi preprečevala nadaljnje širjenje kuncev, vendar je bilo neuspešno, saj so kunci izkopali luknje pod ograjo. Naslednji primer je vsem nam dobro znani japonski dresnik. Njegova domovina je vzhodna Kitajska, severna in južna Koreja ter Japonska. Od tam so ga leta 1823 prenesli v Anglijo kot okrasno rastlino. Od tam se je pa pričel širiti po Evropi in danes velja za eno najbolj invazivnih tujerodnih vrst. Nekoliko novejši primer je naselitev harlekinske polonice, ki so jo naselili za biološki nadzor škodljivih listnih uši, kaparjev in drugih škodljivcev v nasadih. Naravno je razširjena v vzhodni Aziji, naseljena pa je bila tako v Evropo kot Severno in Južno Ameriko ter Afriko. V Evropi je leta 2001 pobegnila iz holandskih rastlinjakov in se začela naravno širiti. V Sloveniji je bila prvič opažena leta 2008. Trenutno pa je prisotna v vseh evropskih državah in se širi proti zahodu. Tigrasti komar je verjetno tudi vsem poznan. Iz jugovzhodne Azije je kot slepi potnik na ladjah prišel v Evropo ter Severno in Južno Ameriko. V Evropi se je prvič pojavil na jugu Italije
in se potem razširil po celotnem Sredozemlju. S spreminjanjem podnebja, to je predvsem z zviševanjem temperatur, pa se pojavlja tudi že v notranjosti. Čeprav nekoliko manj opazno, tudi morja ogrožajo tujerodne vrste. Primer je velika zelena alga z imenom Caulerpa taxifolia, ki je ušla v morje iz akvarija na francoski obali in se potem začela širiti po Sredozemlju. Prisotna je tudi že v Jadranskem morju. Tvori pa velike podvodne travnike in spodriva oziroma dobesedno zaduši vse avtohtone vrste. Spada med 100 najbolj invazivnih vrst na svetu. Kdaj torej vrsta postane invazivna? O invazivnosti lahko govorimo, ko se tujerodna vrsta v novem okolju ustali in povzroči neke spremembe. To pomeni, da izpodrine domorodne vrste, ogroža zdravje ljudi in negativno vpliva tudi na gospodarstvo. Nekatere tujerodne vrste pa ne povzročajo neke zaznavne škode. V tem primeru pa govorimo o naturalizirani tujerodni vrsti. Torej, za uspešno širjenje vrst v novem okolju mora biti izpolnjenih več pogojev. Vrsta se uspešno širi, če ima v novem okolju podobne ekološke razmere kot na območju njene naravne razširjenosti. Tu govorimo o podobnem podnebju, kamninski podlagi, prsti in podobno. Tujerodne vrste pa se tudi zelo rade pojavijo na degradiranih območjih, kjer nimajo kompetence in tam, kjer ni naravnih sovražnikov. Pri tujerodnih vrstah pa je tudi zelo značilna njihova hitra rast, velika proizvodnja semen in vegetativno razmnoževanje, ki jih dela bolj konkurenčne od domačih vrst. Če je vsem tem pogojem zadoščeno, se bo vrsta zelo uspešno širila v novem okolju. Kakšni pa so dejanski vplivi tujerodnih vrst, ki jih lahko opazimo v našem okolju, bom pa razložila na 3 primerih. Prvi je primer naselitve potočne postrvi v reko Sočo. Naseljena postrv je bila bolj močna pri iskanju hrane in življenjskega prostora in na ta način spodrinila domorodno vrsto. Vrsti pa sta se začeli tudi križati in počasi se je populacija soške postrvi pričela zmanjševati. Zdaj je za njeno ohranitev potrebno njeno gojenje v ribogojnicah. Torej, ta naselitev je pomenila zmanjšanje biotske pestrosti reke Soče. Drug primer vpliva je naselitev rib v visokogorska jezera. Vnesene ribe so porušile naravno ravnovesje in totalno spremenile stabilen ekosistem jezera. Taka jezera so potem še bolj občutljiva za druge vplive. Invazivne tujerodne vrste pa imajo vpliv tudi na kmetijstvo in z njim povezano gospodarstvo. Nekatere vrste so hudi pleveli, na primer pelinolistna žvrkla ali ambrozija, druge zaradi agresivnosti uničujejo infrastrukturo, veliko je pa tudi škodljivcev, ki dela škodo v gozdovih in nasadih. Nekaj rastlin je pa tudi takih, ki povzroča alergije in opekline. Kaj lahko storimo? Najbolj pomembno je in ključno je, da se preprečuje vnos vrst, ki lahko postanejo invazivne. To pomeni, da se ne transportira okuženih zemljin in drugih materialov, da se ne seje oziroma sadi invazivnih tujerodnih vrst, da se ne spušča tujerodnih vrst živali v okolje.
tu gre velikokrat za akvarijske vrste. Zelo pomembno je tudi, da znamo prepoznati vrste, da pravočasno obvestimo ustrezno inštitucijo ali da hitro ukrepamo sami. V zgodnji fazi invazije so odstranitve še relativno enostavne. Pri močno razširjenih vrstah pa je odstranjevanje dolgotrajno in zahteva tudi veliko finančnih sredstev. Za prepoznavanje vrst je na voljo ogromno literature. Na internetni strani Triglavskega narodnega parka so predstavljene vse živalske in rastlinske tujerodne vrste, ki so bile že zabeležene na območju parka, in tudi tiste, ki jih v prihodnosti lahko pričakujemo. Če so dileme, se lahko obrnete na strokovnjake, ki vam bodo tudi znali pomagati. Če opazite novo najdbo, lahko obvestite ustrezno inštitucijo. Ali je to Javni zavod Triglavski narodni park, občina, Zavod za varstvo narave, Zavod Simbiozis in tako naprej. Lahko si pa olajšate delo in si namestite mobilno aplikacijo, ki jo najdete na spletnem portalu Invazivke. Ko se registrirate, lahko najdbe vpisujete direktno v aplikacijo. Tu se zbirajo podatki za celotno Slovenijo in vsak nov vpis je avtomatsko poslan strokovnjakom, ki preverijo podatke in se tudi odzovejo. Na območju Triglavskega narodnega parka imamo trenutno zabeleženih 24 različnih tujerodnih rastlinskih vrst na 2224 lokacijah. Zemljevid si lahko tudi ogledate na internetni strani Triglavskega narodnega parka. Najpogosteje se pojavljajo japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, žlezava nas dotika in laška repa oziroma topinambur. Vse te 4 vrste so zelo pogoste ob vodotokih. Na bolj sušnih predelih pa se pojavljata veliki pajsen in robinja. Vse te vrste si lahko bolj podrobno pogledate na razstavi Invazivne tujerodne vrste, naše nezaželene sosede pred centrom Triglavskega narodnega parka v Stari Fužini. Še nekaj besed o odstranjevanju. Uporaba herbicidov ni priporočljiva, predvsem ne ob vodnih telecih. Pri fizičnem odstranjevanju pride v poštev košnja, puljenje in kopanje. Postopek pa je seveda potrebno ponavljati več let. Pri rastlinah, ki se razmnožujejo s semeni, je to potrebno početi pred semenenjem, pri rastlinah, ki se razmnožujejo vegetativno, pa je potrebno biti pazljiv z odstranjenimi deli rastlin. Na primer enoletnice, kot je žlezavo nas dotika, je lažje odstranjevati, vendar je za popolno odstranitev potrebno več let. V Triglavskem narodnem parku smo preizkusili tudi metodo prekrivanja, ki se je izkazala za učinkovito. Na sliki je primer iz Radovne, kjer smo prekrili rastišče dresnika s svilcem, ki se uporablja v gradbeništvu. Po 3 letih smo površino odkrili in posejali ajdo. Dresnik se ni več pojavil. Ker se je metoda izkazala za uspešno, smo testno pokrili še 2 lokaciji v Bohinju, in sicer ob reki Ribnici in ob Bohinjskem jezeru. Več informacij o praksah odstranjevanja pa lahko najdete tudi na spodaj zapisani spletni strani Tujerodni vedež. Takole, za zaključek bi samo rekla, da tako kot pri večini stvari je tudi pri tujerodnih vrstah preventiva boljša kot kurativa. Če imate kakšna vprašanja, mi lahko pišete.
Drugače pa hvala za pozornost in lep pozdrav.